Pa se dajva danes pogovarjati o tem, kaj v zadnjih nekaj tednih, kaj so dali ven te tehnološki velikani na področju AI-ja. Torej, OpenAI je imel eno predstavitev en dan pred Googlovim eventom, potem je imel Google predstavitev, Microsoft je imel svojo build konferenco in neke predstavitve povezane s tem. Zdaj Apple VVDC bova sicer glih zamudila z izidom te epizode, ampak če to nekako povzameva, po mojem bo zanimivo. Ja, ok, če z OpenAI začneva, kjer prvič novosti ni predstavljal Sam Altman, tako da je to pa to nekaj pomeni, da je to neka umestna faza in da tista velika stvar, ki bo on predstavil, pride malo kasneje. Ampak ta model ChatGPT 4o pomeni Omni, se pravi več kanalov. Zdaj, a si slišal, da je bil v bistvu ful velika polemika glede tega, je ta glas od Scarlett Johansson? Uspel so se izameriti, ja. Ja, tako. Job done. Tako da. No, ampak se mi zdi ta dva poudarka, no. To, da je več, se pravi več modalno, kot je zdaj GPT-4, ampak čeprav deluje, da je narejena malo drugače kot 4, da so vse neko arhitekturo drugače sestavili, predvsem tudi zato, ker je prvič na voljo tudi brezplačnim uporabnikom ChatGPT-ja, tako da tisti, ki imate pa plačljivi del, pa lahko bolj zlorabljate, več lahko tega delati. Zdaj bomo prej dobili nove release nekih dodatkov. Se mi zdi pa največji poudarek, no, poleg tega real-time videa, no, kjer bi rekel še vsem, da je bilo malo zaigran neke stvari, neki cases so tako malo bili, je ta audio aspekt, ki se mi zdi, da ti v bistvu lahko v real-time se pogovarjaš in ti on pač odgovarja in kaj vse z zvokom lahko dela. Ta del ima tak potencial za naprej, no, tako da bomo videli, kam se bo razvijal, ampak jaz že čakam, da se poupdata, da vidimo, kaj dejansko dogaja. Ja, pa še za na desktop bo aplikacija. Zdaj videl sem, da eni že imajo, ampak jaz te nekako ne morem zloadati, tako da mogoče Slovenija spet v nekem čudni coni. Meni na mojem accountu že dela. Aha, super, boš pošeral. Prvi dan, ko sem jo probal, še rekel, da še nimam dostopa. Aha. Zdaj pa lahko, ampak ima iste funkcije kot mobile ali pa web verzija, torej tudi še nima dostopa do novega voice modela. Ne rabiš noter mi to v browserju odprt, tako da je neka dobra stvar. Drugo je pa Google I.O. Ja, malo sem imel smole ali pa dober marketing od OpenAI, ki je en dan prej lansiral, pa tlej tako za marketingaše en zelo dober poudarek, ne. Vsi so govorili o enem featureu, recimo temu voice-u od ChatGPT-ja, ne. Pač res en ta killer feature so dal ven in naslednji dan je Google I.O. prišel ven, kaj je Sandar rekel, da so 120krat omenili AI v tekom prezentacije, pa ni koliko novosti so dali. Težko se ljudje, že zdaj, ko sem gledal, kaj vse je bilo tiska, bi povedali, da je bilo nekaj taga, je tako težko našteti vse stvari, ki so jih predstavili in so kar malo zgubili, tako, veliko stvari se je dogajalo v Google I.O., ampak 3 stvari so... Se vsako leto, ne? Ja, če imaš PR na enem featureu, pol se zelo veliko stvari zgodi, ne? Mislim, zelo veliko te earn media dobiš. Tako drugače pa ta S-Photos se mi zdi taka zelo dobra stvar, da lahko v bistvu na slikah vprašaš, in sem imel primer, kdaj se je moja hčerka naučila plavati, in pa na podlagi teh slik pač ugotovi, ne. Zdaj si predstavljaš, imaš tako 20,000 slik svojega otroka v 7-8 letih in to je vedno pain urediti, ne. Tako da jaz imam še upanje, da bomo to uredili. Tako da ta del se mi zdi cool, v srce to dajo v bistvu odgovori, ne samo linki, ampak tudi da ti dejansko kar odgovori. To je Google, mislim, že Microsoft že nekaj časa uporablja tam, je že to ta del not. Pa se mi zdi na tak feature, ki je sicer zanimiv, ampak je bolj napenjanje mišice, to došla 2 milijona tokenov, dodal v Advance, v Gemini Advance. To zdaj, če si ljudje predstavljajo kako tokenih, to pomeni enega Harry Potterja v žavlah not, pa na podlagi cele knjige stvari spraševal. Zdaj, ali je to zelo uporabno ali ni, to je pa stvar debate. Pa ta zadnja stvar, se mi zdi pa, pa ta projekt Astra, je pa to v real-time video, ki potem delaš neko interakcijo s tem, ti odgovarja, ne vem, prepoznava stvari, tako, je neka taka dodana vrednost, se mi zdi tako. Če se to res razvili v to, da bo tvoj telefon postal res neka naprava, ki boš lahko marsikaj več naredil. Če si predstavljaš, hodiš
ne vem, po Parizu in v real time ti odgovarja neke stvari, ti razlaga, kaj so to neke zadeve. Tako. Evo, to mi bilo, se mi zdi tako, nek povzetek. Ja, mislim, so pa tudi se videli, tudi oni so ves fokus dali na to, da je bila večina interakcije z AI-om preko glasu, kar prej ni bilo, ne. Tako da tle je bila to skupna točka, ne. Ja, sej, če greva še na build, no, tudi na buildu je bil poudarek na real-time videu, ena ta del, pa voice kot tak je tudi tam, v bistvu zdaj so dodali to, da bo v bistvu imel še NPU, Neural Process Unit, a ne v, se pravi, Surfacih in na ostalih napravah, se pravi, da bo delal operacijski sistem AI first, se pravi, to je recimo Microsoft, kaj res tam pozicionira na operacijskih sistemih, je to res nek premik za njih. Pa ta recall so predstavljeno, se je mogoče tisti, ki že poznajo Rewind kot nek app, bo z recallom lahko vse, kar se na tvojem napravi dogaja, šel v bistvu nazaj pogledat. Zdaj, zdi se mi to dosti uporabno, če recimo ne rabiš pol nove aplikacije za vse sestanke. Se pravi, če vse neke Teams sestanke, Zoom sestanke, boš dejansko tudi vedel, kaj se je dogajalo, boš pač lahko noter tudi spraševal neke stvari. Tako da tukaj se mi zdi par uporabnih zadev, je to vedno pol vprašanje, veš, še privacy policy, kdo je lastnik teh podatkov, je to pri meni na mojem. Ampak, če grem, ja, ne vem. Recall ne bi se odvijal vse na tvojem računalniku lokalno. Je pa res, te rešitve na nivoju operacijskega sistema jasno, zaradi tega lahko bolj delajo kot nek Rewind AI, ki je pač aplikacija na Macu. Ampak ja, bojo zažrali en del prihodkov tem drugim softverom, AI softverom, ki so fokusirani na to, da je Copilot v Teamsih, ker ti bo pač recall oziroma neka taka rešitev na nivoju operacijskega sistema lahko vse to že rešila. Ne? Ja. Zadnja stvar, ki je meni na Microsoftu še zanimiva, je pa to, da so govorili o agentih, ne? Torej kot del tega Copilot studija. Tle bomo sigurno mi iskali neke uporabne načine, torej kako tudi neke Power Automate flowe, ki jih imamo, ki smo jih do zdaj rečemo na roke avtomatizirali, kako jih zajajo. Tudi Google je že nekaj začel govoriti o agentih, jasno tudi OpenAI namiguje na to, ampak verjetno prihaja ta čas, ko bo začel, ko AI ne bo samo obdeloval dokumentov pa nekaj odgovarjal, ampak tudi dejansko nekaj naredil. Ne. Ko mi čakamo, da bomo lahko izprobali?